Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Da vas v imenu naše organizacije in tudi naše predsednice Danijele Topar, ki danes iz zdravstvenih razlogov nažalost ne more biti z nami, prav prisrčno pozdravljam na današnji proslavi ob Mednarodnem dnevu žena. Lepo, da smo se danes spet v tako lepem številu zbrali, da bi skupno opajali ta dan ženske solidarnosti. Prav prisrčno pozdravljam vse zastopnice in zastopnike kulturnih, političnih in drugih organizacij ter medijev. Lepo, da ste z nami. V letu 2025, ko obhajamo 80-letnico konca druge svetovne vojne, smo si za dan žena čisto zavestno izbrali občino, v kateri je živela tudi dolgoletna predsednica naše zveze Milena Gröblaka. Gröblakova, ki se je vso življenje borila proti nepravičnosti in se zavzemala za mir in solidarnost med ljudmi, se je med drugo svetovno vojno, ko so nemška taborišča pregnali tudi koroške Slovence, pridružila v uporniškem gibanju. Pod partizanskim imenom Vanja je opravljala kurirske naloge in pridobila mladino za upor proti nacizmu. Marca 1943 je bil ustanovljen prvi odbor antifašistične zveze Fronte žena, torej predhodnice današnje zveze slovenskih žena. Pred 80 leti pa so na deželnem sodišču v Gracu kot žrtve nacističnega pravosodja usmrtili 10 članov uporniške skupine Kefa, ki je bila med drugim aktivna tudi v Škocjanu. Med obglavljenimi 12. januarja 1945 so bili Terezija Mičej in hčerka Terezija Mičej, Jožef Očičak in njegova hčerka Elizaveta ter Ivan Klančnik. Če se danes prehajamo po Celovcu, bomo na fasadi deželnega arhiva zaznali sliko, ki je nastala v nizu risanja poti pozabe znanega koroškega umetnika Manfreda Bokelmana. Gre tu za portret Terezije Mičej mlajše, ki je bila ob usmrtitvi stara komaj 22 let. Leta 2012 so v spomin na Terezijo Mičej starejšo in mlajšo na pokopališču v Šentvidu v Podjuni odkrili spominsko ploščo. Glavna pobudnica te spominske prireditve medtem rajna učiteljica Adele Poluk je dejala tedaj: Drža Terezije Mičej in njene hčerke Terezije naj nas opominja, pa tudi poziva, da prevzamemo odgovornost za družbeni razvoj, da zavrnemo vsakršno ponižanje, predvsem zaradi narodnostne pripadnosti. Le tako nam bo mogoče, da bomo živeli v miru in pravičnosti. To so besede, ki so v današnjem politično razburkanem času še kako važne. In če ostanemo še pri Mičevi, Andrej Mičej, mož in oče obglavljenih žensk, je bil eden izmed ustanoviteljev katoliškega izobraževalnega društva Danica, današnjega slovenskega posvetnega društva Danica, iz katerega so z nami dečle Danice, ki bodo poskrbele za lep pevski okvir današnje prireditve. In se vam že zdaj zahvaljujem. Poleg tega je danes med nami tudi gledališka igralka Lara Vovk, ki je skupno z Alino Cejhin, predsednico feminističnega kulturnega društva Barva, pripravila odlomek iz predstave Priti, oditi, ostati, ki je bila krstno uprizorjena že nekaj let nazaj, 2020 v Šentjakov. Del te predstave, za katero je Alina Cejhin takrat intervjuvala umetnice, ki so se priselile v naše kraje ali se obratno odselile nekam drugam, v tujino, sta umetnici prilagodili prav za današnjo proslavo. Tudi vama hvala, da ste danes z nami.
Častni govor pa bo danes imela podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in predsednica Celovške varne hiše za ženske, psihologinja Avgustina Gasser. Društvo Varna hiša Celovec, Frauenhaus Klagenfurt, je leta 2024 obhajalo 40. obletnico obstoja in kako pomembne so tovrstne ustanove, tu vidimo, če redno zasledujemo poročila. Storilci v primerih nasilja proti ženskam so namreč zelo pogosto možje ali partnerji. Ukoliko se težavne situacije znajo zaostriti v krizah in kaj je vse povezano s tem, nam bo potem vse povedala Avgustina. Hvala tudi tebi, da si z nami. Sedaj pa prosim za pozdravne besede še predsednika taboriščnega odbora Ravensbrück-Auschwitz pri Združenju borcev NOB Slovenije, Matjaža Špata, ki je tudi letos kot vedno naš redni obiskovalec in tudi prosil za kratek pozdrav. In potem bo pa še Milan Ruter od naše pobratene organizacije Zveze slovenskih partizanov tudi kratek. Hvala lepa. Spoštovani podpredsednici, častna predsednica, drage ženske, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Ponosen in počaščen sem, da vas lahko tudi letos na vašem obeleževanju 8. marca pozdravim v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, v imenu taboriščnega odbora Ravensbrück-Auschwitz in v svojem imenu. Hvala za vaše povabilo in prisrčen pozdrav iz Slovenije. Še posebno smo ponosni na vas tukaj zbrane srčne in empatične koroške ženske, združene v Zvezi slovenskih žena in neizmerno smo vam hvaležni za vaše plemenito poslanstvo. Zaradi stalnega boja za slovenski jezik, za dvojezično šolstvo, ženske pravice, za obče dobro in prizadevanja za na Koroškem. Vi polagate v zibko prečudovito slovensko besedo. Boj za pravice, jezik pa ni nikoli končan. Svojim zavedanjem, ustvarjalnim delom in modrostjo ohranjate slovenstvo. Hvaležen poklon vam, drage koroške ženske, saj narod brez jezika ni narod. Skupaj z vami ponosno negujemo spomin na naše hrabre predhodnice, na naše matere, babice, tete, sestre, ki so bile pripravljene žrtvovati življenje v boju proti fašizmu in nacizmu kot aktivistke, partizanke, interniranke, izgnanke. Slovenski narod, majhen po številu, a velik po dejanjih, je bil v času druge svetovne vojne obsojen na uničenje. Slovenke z obeh strani Karavank so del svojega življenja, predvsem svoje mladosti, preživele samo kot številke, v hudi bedi in pomanjkanju, v hudem terorju. V taboriščih so si delile skupno usodo. Bile so obsojene na uničenje samo zato, ker so bile Slovenke. Bile so povezane, čuteče in skrbne. Zaradi dejanj tovarištva, solidarnosti, domoljubja in junaštva, ki so jih udejanjali v medsebojnih odnosih, so preživele grozote taborišč z edinim orožjem, ki so ga imele, to je življenjem, in ohranile slovenstvo in slovenski rod. Neizmerno smo ponosni nanje in zavezali smo se, da bomo ohranjali spomin na njihove vrednote in opominjali, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Ne pozabimo na Angelo Piskarnik, Marico Petrik, Ančko Kuper, Stanko Simoneti, Marto Ulič, Ivanko Špat in številne druge. Letos bomo s ponosom obeležili 80. obletnico konca druge svetovne vojne, zmage nad fašizmom in nacizmom in osvoboditve vseh koncentracijskih uničevalnih taborišč in se skupno slovensko delegacijo Zveze slovenskih žena in taboriščnega odbora Ravensbrück udeležili osrednje proslave v Ravensbrücku ter tako izpolnili dano obljubo našim tovarišicam internirankam, da bomo z enakim žarom in elanom, kot so to udejanjale one, spominjali in opominjali slovensko in širško javnost, da se grozote vojne nikoli več ne ponovijo.
Na naših srečanjih se žlahtna, pojoča koroška slovenščina pomeša z narečji iz vse Slovenije. Druženje z rojaki nas vsestransko bogati, predvsem pa nas povezujeta zvestoba slovenskemu jeziku in odgovornost za obstoj naroda. Z veseljem in ponosom se vsako leto odzovemo na vaše povabilo praznovanja 8. marca, mednarodnega praznika Dneva žena, praznika, ki ga tako svojsko in doživeto praznujete prav vi in to z razlogom. Praznik je namenjen počastitvi poguma vseh tistih žensk, ki so se in se še vedno na kakršenkoli način borijo za ženske pravice. Zavedamo se, da enkrat priznana pravica ženskam ni nujno priznana zavedno. V zadnjem času smo priča dogodkom, ki bodo globoko zaznamovala prihodnost. Politika in fanatizem se spet oblačita v vojno uniformo in izsiljujeta demokratične države, da sprejemajo logiko vojne. Miselnost vojne pa gradi na človekov sovražnih vrednotah. Mogoče zato, ker je spomin na vojne izkušnje že zbledel, ker je premalo govora o trpljenju, ki ga povzroča vojna. Zato naj nikoli ne umolkne pogovor in sporočilnost med generacijami. Tudi sedaj potrebujemo pogum in modrost, da prebrodimo te krizne čase. Potrebne so modre in trezne glave. Verjamem, da morate prav pri tem ženske imeti pomembno besedo, bistveno večjo kot doslej. Človečnost, solidarnost, svoboda pa mora biti odziv na zlo. Od našega delovanja je odvisno, koliko bo dobrega in koliko bo človečnosti v našem času. Spoštovane podpredsednici, spoštovane predstavnice Zveze slovenskih žena, drage prijateljice, dragocena druženja z vami v Sloveniji in na Koroškem so se začela pred mnogimi leti. Povezani smo kulturno, politično, zgodovinsko. Še več, med nami so se stkale pristne prijateljske vezi. Prepričan sem, da bomo ta dragocena druženja udejanjali in negovali tudi v prihodnje. Vsem čestitke ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena. Želim vam zdravja, želim vam prijetnega počutja v krogu svojih dragih in ne pozabite, ponosni smo na vas. Pozdravljene, drage žene. Danes je poseben dan. Danes je dan, ko se seveda tudi spominjamo tistih časov, ki so zaznamovali tudi nastoj naše osrednje slovenske ženske organizacije Antifašističnega fronta žensk in to že med vojno. Partizanstva in upora v bistvu ne bi bilo, če ne bi bilo žensk, ki so morali z doma organizirati podporo partizanom. Moški so bili ali na nemških frontah, ali so bili v partizanih, ali pa so se tudi občasno skrivali, da jih niso pobrali fašisti. Včasih je bilo tako, da so na eni čez dan prihajali Nemci, po noči partizani in vse so morali oskrbovati. In dali so potem konec koncev ogromno žrtev, da smo vojno končali na strani zmagovalcev, da je bila zopet svoboda, da smo ohranili slovenski jezik. In seveda je bilo normalno in jasno, da se je po vojni tudi ženska organizacija zelo močno razvila in do danes, kot vidite tukaj, še zelo močno prezentna in vsa čast tom ženskam, da držite to organizacijo tako na višku, ker mislim, da je tudi danes izredno pomembno. Vse vemo, vsak dan pišejo pa pravijo,
da se je treba boriti za pravice žensk, ko pa pogledamo potem realnost, temu pa ni tako. Če pogledamo samo plače, vidimo, da nikoli ne dosegajo tistih višin, kot pa tudi moške, da skrbijo seveda tudi za dobrobit družin. In jaz mislim, da je to izredno pomembno, da se ženske organizirajo, da se družijo. In mi kot Zveza ekoloških partizanov smo izredno ponosni, da imamo tako močno partnersko organizacijo. In želim vam za današnji dan lepo druženje in čestitke ob 8. marcu, danu žena. In upam, da se bomo videli tudi drugič v takem lepem številu. Hvala lepa. Dragi gospod podpredsednici, draga Julija, hvala za povabilo. Spoštovani gospe in gospodje, drage članice Zveze slovenskih žena, dragi dečle, hvala za lepe pesmi, ki smo jih ravnokar slišali. Najprej se želim zahvaliti za povabilo, katerega sem prejela predvsem v funkciji predsednice Barne hiše v Celovcu. Zato se želim v današnjem govoru osredotočiti na položaj žensk s posebnim pogledom na nasilje nad ženskami. Nasilje nad ženskami, ki predstavlja v vseh državah po svetu resno in razširjeno družbeno težavo. Aktualne študije o razširjenosti nasilja kažejo visoko prizadetost nasilja, ki ga doživljajo ženske, ne samo v drugih državah, ampak tudi v Avstriji. Danes praznujemo Mednarodni dan žena, 8. marec, ki nas naj spomni na vse mednarodne boje žensk za enakost spolov in za pravice žensk. Lahko praznujemo vse te uspehe, ki jih je mednarodno žensko gibanje do sedaj doseglo za izboljšanje položaja žensk v naši družbi. Da je nasilje nad ženskami velik družbeni problem. Saj je pojav nasilja zelo odvisen od tega, kako družba nanj reagira. Lahko ga sankcionira in obsodi in tako tudi ukrepa, da se nasilje ustavlja in zmanjšuje. Imamo pa tudi družbene oblike, kjer se nasilje tolerira, spregleda, minimalizira ali pa celo pospešuje. Družba je namreč plodišče in podlaga, na kateri se nasilje nad ženskami razvija. Nasilje tako nikoli ni individualni problem posameznice, ki ga doživlja. Okoliščina, v kateri se nasilje nad ženskami dogaja, ima najmanj tako važno vlogo kot nasilnež sam. Naloga družbe je, da pokaže držo ničelne tolerance do nasilja in da izključi vse dejavnike, ki pospešujejo nasilje nad ženskami. Sicer pa je po definiciji nasilje nad ženskami vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu in ima za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk. Vključene so tudi grožnje s takšnimi dejanji. Statistični podatki o pogostosti nasilja nad ženskami so pretresljivi. Statistika Avstrija je leta 2022 objavila, da moramo izhajati iz tega, da je v Avstriji od 15. leta naprej približno 1 od 3, to je 30%, žensk v svojem življenju žrtev fizičnega in ali spolnega nasilja.
In skoraj vsaka šesta ženska je v odrasli dobi doživela grožnje s fizičnim nasiljem. V Avstriji imamo tudi blazno visoko število femicidov. Kot femicid šteje umor ženske zaradi njenega spola in opisuje skrajno obliko nasilja nad ženskami. Umor žensk je posledica predsodkov, diskriminacije in zatiranja žensk zaradi spola ter je tragična realnost v številnih družbah po svetu. Leta 2023 je v Avstriji skupaj bilo 28 umorjenih žensk, od tega je bilo 26 femicidov. Leta 2024 je bilo 25 femicidov in 36 poskusov umora. S temi številkami Avstrija postavlja žalosten rekord, ker šteje med tiste države Evrope, ki ima največ femicidov. Jeseni lanskega leta je celovška varna hiša praznovala 40. obletnico obstoja. In smo se spraševali, ali je to res obletnica, ki jo naj praznujemo. Saj dejstvo, da rabimo varne hiše za žene, ki morajo zbežati iz doma, ni nič praznovanja vredno. Se bomo šele lahko praznovali, ko bo šlo ženskam tako dobro, da varnih hiš ne bo več potrebnih. Smo se pa odločili, da bomo le praznovali slovesno prireditev in tudi simpozij smo pripravili. Videli smo v tem namreč priložnost, da opozorimo na uspehe in na dejstvo, da se je v zadnjih letih boja proti nasilju kar precej premaknilo na boljše. Da je bil položaj žensk pred političnimi uspehi ženskega gibanja v 70. letih prejšnjega stoletja veliko hujši in so bile veliko bolj na slabšem kot danes. Hoteli pa smo tudi koristiti medialno prezenco, da informiramo in senzibiliziramo javnost o še vedno obstaječem nasilju nad ženskami, ki se pojavlja vsak dan, pogosto tudi v najbližji soseščini. In da nam mora biti jasno, da je najbolj nevaren prostor za ženske tudi še danes njihov lasten dom. Tudi če to v medijih ni tako prisotno. Dom je najpogostejše prizorišče dolgotrajnega nasilja. Po ocenah policije se približno 90% vseh nasilnih dejanj nad ženskami pojavi v ožjem družinskem in neposrednem socialnem okolju. Se pravi tam, kjer bi se morali ženske počutiti najbolj varne, so najmanj. Nasilje v zasebnem okolju traja pogosto dolga leta, ostane najdlje skrito in nevidno. Ženske so zavezane v tesnih osebnih odnosih z nasilnežem, prenašajo trpinčenje, ki se običajno v teku časa stopnjuje in narašča. Nimajo dosti moči, da bi se mu postavile in tako preprečili muko. Žena, stara 45 let, stoji pred vrati varne hiše, prosi za pomoč. Mama 2 otrok, 12-letna hčerka, 10-letni sin stojita poleg nje. Šele, ko se je hčerka zaupala učiteljici, da noče več iti domov, ker je oče tako grd do mame, se vsak dan z njo krega, jo zmerja in jo tudi tepe, se je mama odločila za korak in zbežala v varno hišo. Trpinčenje je trajalo nad 10 let. Začetka je bil mož ljubezniv in izpolnil vsako željo. V teku leta se je mož spremenil, postal agresiven. Agresije so se stopnjevale. Včasih za malenkosti, žalitve, grožnje, poniževanje. Žena je vse pretrpela. Za otroke, kot je sama rekla. Šele, ko je učiteljica prosila na pogovor in je razkrila skrbi dekleta, je dojela, kako hudo je vse to tudi za otroka. So se ji odprle oči, ne zase, za otroka je našla moč za korak v varno hišo. Pred možem se je bala. Strah ji je blestel iz oči, tudi še, ko je bila na varnem. Bala se je pred njim,
Bala se pa je tudi pred bodočnostjo, kako bo šlo naprej, kje bo našla stanovanje, kako bo financirala življenje, kako bo lahko nudila otrokoma dobro oskrbo, ali je sploh zmožna, da sama poskrbi za vse to. Saj je od moža vsak dan na novo slišala, da ne zna nič, da ni sposobna za nič, da ni nič vredna in da brez njega ne pride nikamor. Vsa ta vprašanja dopinčijo vse ženske, ki doživljajo nasilje. Ženske, ki doživljajo nasilje, živijo v stalnem strahu za svoje telo, za svoje življenje in pogostokrat tudi za svoje otroke. So pod stalnim nadzorstvom moža in v izolaciji. Tudi to so eni izmed razlogov, da tako težko poiščejo pomoč in najdejo poti iz nasilja. Nasilje je vedno zloraba moči. Nasilje je namreč vedenje, s katerim oseba zlorabi svojo moč, da bi drugo osebo nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo poniževala, jo razvrednotila, ji vzela moč in si jo podredila. Nasilje izhaja iz neravnovesja moči med dvema osebama. Poleg tega pa je nasilje vedno povezano s stereotipnimi predstavami o ženskah, moških in medsebojnih odnosih. Po tradicionalnih, patriarhalnih prepričanjih ne bi bil moški tisti, ki ima glavno besedo v odnosu in v družini, ki odloča, ki pove, kaj je treba in kaj ne. Se udejstvuje navzven, ki ne govori o svojih čustvih, ki je močan in pogumen in za vse težave rešuje sam. V patriarhalnih predstavah moškemu pripada tudi nadmoč nad ženo in skrajno, če žena ne ustreza predstava moškega, tudi uporaba nasilja. Ženska pa se naj po drugi strani prilagodi, podredi in se žrtvuje za moža in družino. Če je ženska vzgojena s takšnimi predstavami o svoji vlogi, bo veliko težje zapustila nasilnega partnerja. Nad 2500 žensk in nad 2600 otrok je našlo pomoč v varni hiši v Celovcu, odkar se je pred 40 leti na Koroškem odprla varna hiša za ženske in otroke. Vsaka od njih ima svojo individualno življenjsko zgodbo. Prizadete ženske so mlade, stare, imajo otroke, jih nimajo, so bolj ali manj izobražene, so ekonomsko bolj ali manj odvisne ali ne, so Avstrijke ali imajo migracijsko ozadje. Prihajajo iz vseh različnih družbenih slojev. Nasilje nad ženskami najdemo vsepovsod. Vsem ženskam nasilja in da jim je vzelo doživeto nasilje samozavest in samopodobo. Da nimajo zaupanja v svoje sposobnosti in da imajo strah. Strah pred partnerjem in strah pred bodočnostjo. Pogostokrat pa imajo tudi že psihične in telesne poškodbe. Vsak dan doživeti nasiljem je en dan preveč. Zato je tako pomembno, da se javno zavzamemo za pravice žensk in zavzamemo jasno stališče do nasilja. Z geslom ničelna toleranca do nasilja nad ženskami. Prav v duhu ženskega gibanja za osvoboditev žensk. Zavedajoč se, da se je treba za priborjene pravice zavzemati vsak dan na novo. Zgodovina in tudi politični razvoj v drugih državah nam kažejo, kako hitro se lahko spremeni politični in družbeni veta in se pridobljene pravice spet odstranijo. Kratek pogled v Afganistan, kjer so žene izgubile tako rekoč čez noč vse pravice, naj nam so v opozorilo. A tudi pri nas je bil boj za pravice žensk zelo potreben. Saj šele z zagnanostjo in trdno voljo ženskega gibanja v 70 letih prejšnjega stoletja prišlo do intenzivne in zelo široke razprave o vlogi žensk. Razprava o njihovem položaju v družini, na delovnem mestu in v družbi ter o pravici žensk do samoodločanja o svojem telesu. Z
Z udejstvovanjem mednarodnega ženskega gibanja v Avstriji, predvsem z angažmajem takratne državne sekretarke za ženska vprašanja Johane Donald, je šele bilo ustvarjeno družbeno-politično ozračje, v katerem se je lahko javno obravnavala tematika nasilja nad ženskami v zasebnih odnosih. Največji in najpomembnejši politični dosežek je bila velika reforma družinskega prava leta 1975. Kajti z njo se je šele odpravila prevlada moških v družini ter ženskam zagotovila več pravic in dolžnosti. Daljnosežne reforme so spremenile način sobivanja moških in žensk in so tudi odprla vrata za politično razpravo o nasilju v zasebnih prostorih. Do takrat je namreč nasilje nad ženskami v družini veljalo za družbeni tabu ali pa za zasebno zadevo, o kateri se v javnosti ne govori. Izcimila se je tudi potreba po varnem prostoru za ženske, ki doma doživljajo nasilje. In tako je nastala zamisel o varnih hišah. Prva varna hiša je bila ustanovljena leta 1971 v londonskem predmestju. Bolj po naključju kot po načrtu. Erin Bizej, londonska gospodinja in mati, je želela ustanoviti prostor za srečavanje žensk in njihovih otrok, ter vzpostaviti komunikacijski in kontaktni center. Vendar se je v hiši, ki jo je dala na voljo, kmalu znašla ženska, ki jo je partner zlorabljal, zato se ni upala iti domov in ni imela iti kam drugam. Gospa Bizej se je zelo spontano in nebirokratsko odzvala na stisko te ženske in ji ponudila zatočišče v hiši. Tej ženski je sledilo številno drugih in tako je bila ustanovljena prva varna hiša za ženske v stiski. V naslednjih letih je nastalo pravo gibanje za ženska zatočišča, ki se je razširilo v druge države Zahodne Evrope, ZDA in Avstralijo. Vedno več ženskih organizacij se je začelo zavzemati za ustanovitve novih varnih hiš. Leta 1978 je na Dunaju odprla prva avtonomna varna hiša za ženske in otroke. Leta 1981 sta sledili hiši v Grazu in Innsbrucku. Zamisel o ustanovitvi zavetišča za ženske na Koroškem se je rodila leta 1980, ko je Johana Donald, takratna državna sekretarka za ženske zadeve, imela v Beljaku predavanje na temo nasilje v družini. Trajalo je še celih 4 let priprav, predvsem pa prepričevanja tako političnih strank kot tudi prebivalstva. Preden se je projekt leta 1984 končno uresničil. Danes imamo na Koroškem 4 varne hiše. Velik politični uspeh in pomemben napredek proti nasilju je uspel leta 1997, ko je Avstrija uvedla prvi zakon o zaščiti pred nasiljem, tako imenovani Gewaltschutzgesetz, in je s tem bila evropska pionirka. Zakon pravno zagotavlja boljšo zaščito žrtev nasilja. Eden največjih dosežkov v boju proti nasilju nad ženskami pa je tako imenovana Istanbulska konvencija, ki velja za najobsežnejšo mednarodno pogodbo na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini oziroma zasebnih odnosih. Zagotavlja celovit pravni okvir za zaščito žensk pred vsemi oblikami nasilja. Njen cilj je preprečevanje, pregon in odprava nasilja. Konvencijo je maja 2011 sprejelo 47 članic Sveta Evrope, med njimi tudi Avstrija. Države, ki ratificirajo pogodbo, so zavezane ščititi žrtve nasilja in jim nuditi podporo. Avstrija je konvencijo ratificirala novembra 2013, veljati pa je začela 1. avgusta 2014. Istanbulska konvencija velja za tako imenovani zlati standard pri preprečevanju nasilja in v boju proti nasilju nad ženskami. Konvencija vsebuje daljnosežne obveznosti
za preprečevanje nasilja, zaščito žrtev in učinkovit pregon. Tako lahko povzamemo, da se je v zadnjih letih na politični ravni uvedlo precej zakonov in uredb, ki naj ščitijo ženske pred nasiljem. Kljub vsemu doseženemu napredku pa je nasilje nad ženskami še vedno pereč problem, pri katerem ne moremo dostikrat poudariti, da so za trajno zaščito pred nasiljem osebna svoboda žensk, finančna neodvisnost in samostojno življenje prav tako nujno potrebni kot nadaljnji boj za socialno enakost žensk na vseh ravneh. Še naprej moramo zagotavljati, da bodo ženske in otroci v stiski deležni podpore, ki jo potrebujejo. Prizadevati se moramo za družbo, v kateri nasilje nima prostora, ter v kateri sta enakost spolov in spoštovanje norma. Ženske, mamice, babice, dekleta, feministke, aktivistke in vse tiste, ki ste prepričane, da je boj žensk za ekonomsko, politično in družbeno enakost pomemben, stopimo skupaj in se skupaj borimo naprej za pravice žensk in za prihodnost brez nasilja in živimo mednarodno sestrsko solidarnost. Zavedajmo se, da ima vsakdo pravico do življenja brez nasilja in da je nasilje nad ženskami kršitev človeških pravic. Praznujmo uspehe, ki jih smo že dosegli, a ostanimo budne. Postavimo se proti vsaki diskriminaciji žensk. V tem smislu vam želim za današnji dan vse najboljše in še en velikodušen in uspešen dan žena. Hvala lepa. Ampak vseeno, zato se jaz sploh ne gre. Pa saj iščem samo ta en trenutek, v katerem je zunaj in znotraj isto. En trenutek, v katerem duša binglja v harmoniji, ampak ne v teh trenutkih, kakor nalaš. Sosed začne kositi travo, ali jaz moram že spet naprej, ali zamujam na vlak, ali soseda me kliče pridi hraniti mačko in jaz ne znam reči ne. Ali kaj pa jaz vem kaj? Zakaj to tako boli? Domotožje. Zakaj je to povezano z bolečino? Saj sem se odločila, da bom odšla. Ampak ne, nekaj mi potem manjka tam, ker sem in če sem spet tu, hočem spet stran, pa saj to nima nobenega smisla. Ali... Kaj je to? Je to nekaj univerzalnega? To čutimo vsi, to domotožje. Eno samo sranje je to. Ampak, dlje kot se s tem ukvarjaš, hujše postane, toliko emocij se poraja. Jeza, bes, žalost, panični napadi, mama drži, pa božaj me, hlepenjenje. Tam, to so ja kraji, ki so bili zapuščeni. In tam, to je tudi Koroška, pa saj izgubljam svojo domovino. Vino. Pa saj to je neka izguba, ampak istočasno je pa tudi neko osvobajanje teh naučenih spon in okvirjev, neka razširitev, neka obogatitev. Tako da, kaj zdaj, jaz sem iz Koroške in sklanjam tam ali iz kar nekje na Koroškem? A bi mogoče zdaj le nekaj pojedli? Zdaj jedli? Na. Ne te pa za pojmano. Mal čez jezero, mal čez mejnaco,
Ampak troglasno bo tudi v redu. Glavno, da je ta melankolija tukaj, ta pravi občutek, potem tudi to ni važno in za besede nam je vseeno. Na besedilo se bomo požvižgali. Okay. Wenn ich längere Zeit hier bin, wirklich hier, so mehrere Wochen am Stück, vermisse ich dort. Wenn ich längere Zeit dort bin, wirklich dort, mehrere Wochen am Stück, vermisse ich hier. Nach einer längeren Zeit vermisse ich einfach genau diese dreckigen Straßen dort und diese Anonymität, dieses, ich kann herumlaufen, wie ich will und niemand wird irgendetwas sagen. Einfach dieses klassische Stadtgefühl von, ich bin da mittendrin und ich mache meinen Weg und... Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Ich suche doch nur nach diesem einen Moment. Ein Moment, in dem die Seele in Einklang baumelt. Ein Moment, in dem drinnen und draußen einfach gleich sind. Aber nein, in diesen Momenten fängt prinzipiell mal der Nachbar zum Rasenmähen an oder ich muss wieder weiter oder ich habe den Zug verpasst oder die Nachbarin ruft mich an, komm die Katze füttern und ich kann nicht nein sagen oder was weiß ich was. Warum tut das so weh? Heimweh. Warum muss das mit Schmerz verbunden sein? Ich meine, ich habe mich doch entschieden wegzugehen. Aber irgendwas fehlt mir dann dort, wo ich bin. Und wenn ich wieder hier bin, dann will ich wieder weg. Ich meine, das macht doch alles keinen Sinn, oder? Oder? Ja.